Pozdravljeni in pozdravljene v našem podcastu Pod prečnikom. Govorili bomo kaj drugega kot o nogometu. Ker je klubske sezone 2013-2014 konec, se bomo skoncentrirali samo na svetovno prvenstvo, ki prihaja, evforija je tukaj in mi vas bomo poskušali še bolj navdušiti nad tem, da boste pogledali vse tekme. Z mano sta tudi David in Vanč. Skupaj pa bomo v bistvu začeli z analizo skupin od A do H, se pravi, pač nekako povedali bomo postave, zanimivosti, kakšne zgodbice, kakšne bedarije, ki se bodo dogajale v tem pripravljalnem obdobju, ne? Tega je vedno dosti, kakšne poškodbe znajo prideti in tako naprej. Ne? Pa tudi že odprej, ne? Kaj je zelo blesavega zgodovine. Tudi zgodovine, ne? In takšne zadev. Ne? Ja, pa ne bomo govorili samo zdaj o Ronaldu, Messiju in podobnih igralcih, ki vsi jih poznamo in vemo vse o njih, ampak se bomo skoncentrirali tudi na neke malo bolj neznane ekipe, neznane igralce, kot recimo Grčija, Japonska in podobne ekipe. Ja. Tako da tisti, ki imate radi kakšne take bolj tekme, ki niso mogoče najbolj zanimive za splošno publiko, boste tudi prišli na svoj račun. Tisti, ki pa še ne, pa mislim, da poslušajo nas, boste tudi vi si radi pogledali kako tako tekmo. Ja, tako da, kot je že rekel Niko, najboljše, da kar začnemo pri skupini A. Tam not so Hrvaška, Mehika in Kamerun, pa seveda gostiteljica Brazilija, ki igra tudi otvoritveno tekmo. Tako da najbolj smiselno je, da kar začnemo nekje pri Braziliji. Ja, in pa seveda hvala in čestitke, da ste... Ker ste odprli ta podcast. In ste dobro učiti. Izjemen. Bravo. Res čestitke. Potem pa kaj? Začnemo kar z Brazilijo, tako da na 3-4, tako rečemo. 3-4. Brazilija. Ok, začnemo torej z Brazilijo, domačini, ne? Eni glavnih favoritov prvenstva, Seleção, mi rečemo tudi Carioca, ne? Poznate še kakšen drug izraz mogoče? Pentacampeões, si sami rečejo, 5-kratni zmagovalci. To je zdaj, ja, zmagali, ja. Mogoče pa zdaj spremeniti to ime, ne? Si želijo po moje. Kaj pa Carioca, to pa kar nekaj. Carioca pa sem prej videl, da so samo prebivalci Rio de Janeiro, širška. Ampak mi izgleda prav, kar za vse skupaj. Ja, sej. No, Sem bil dosti sen. Ja. Ko smo glih pri Pentacampeões, ne, bojo naskakovali zdaj 6. naslov prvaka, glih doma, ne. In nazadnje, ko so v bistvu naskakovali svoj prvi naslov svetovnega prvaka leta 1950 in to ni uspelo, ker so imeli tudi, pač ne, ker je bilo nazadnje prvenstvo v Braziliji, tista znana tekma, mogoče poznata Maracanesa, poraz z Urugvajem 2-1. In to je bila v bistvu državna tragedija za Brazilijo. Ne. To nekateri v Braziliji primerjajo celo z tragedijo v Hirošimi, ne, atomsko bombo in take stvari, ne, kar je zelo zanimivo. Ne. Če bi rekel Hirošimu to, da je isto bilo, verjetno ne bi se strinjali. Ne bi se strinjali mogoče, ja, bilo tam kakšen Japonc. Ja, tam ne, v Braziliji pa je. Holokaust celo. Ja, oni so v bistvu dejansko bili pripravljeni na to slavje takrat, ne. Tudi povedli so, 1-0 vodili in pol je v bistvu iztekel tekme, mislim, da 14 minut pred koncem zadev Gidža, Urugvajec in v bistvu potopil vse upe Brazilcev in 200,000 gledalcev na Maracani je bilo v bistvu 15 minut v smrtni tišini. Prej pa v bistvu so imeli karaoke, karneval, imeli so rajanje po ulicah v bistvu. Že razglasili so, ne? Razglasili so Brazilijo, ja. Še prej, da so sploh odigrali tekmo. Točno tako, ja. In v bistvu tudi imeli so vse medalje, so imeli pripravljene z vgraviranimi imeni brazilskih nogometašev, ki jih pa potem pač Brazilci niso dobili, zato ker pač niso zmagali, Urugvajci pa tudi ne, zato ker pač niso imeli za njih pripravljene podane, kar je v bistvu neverjetno. Tudi govor so imeli pripravljen za to zmagoslavje Brazilije, in ko je Urugvaj zmagal, je bila v bistvu dosti taka nerodna awkward scena, no, v bistvu niso imeli niti nobenega govora, nič, samo pač Urugvaj je zmagal in to je bilo to. Tako da, ja, potem pa je bilo za Brazilijo pač v bistvu
Oni so takrat zamenjali tudi drese, iz belih dresov z modrimi ovratniki, recimo so šli na te drese, ki danes poznamo. Rumeni. In tudi 4 leta niso Američani sploh igrali in take stvari, da ne rečem, da so bili samomori po tekmi. Dosti pove, ne, v njihovih navijačih to povrti tudi, kakvi bojo letos pritiski. Ja, se na glih ekipo. to. Zato sem tudi povezal to stvar, ker letos pa bojo spet naskakovali to. Mogoče se je situacija malo spremenila, tudi zdaj s temi protesti pa tem vsem. V bistvu ljudje malo so začeli dojemati, da nisem fuzbal v Braziliji, ampak da tudi so njihove življenje pomembno, tako da mogoče se bo malo začelo to... Sprav sem občutek, da se bo enkrat začelo prvenstvo. Da bo euforija tako. Da bo preplavilo vse to. Zdaj so protesti, ampak mislim, da je prva zmaga. Prva zmaga. Pa vsi za ekipo, tako imam feelinga. Pa če smo zdaj že glih pri tem, lahko kar malo se lotimo same brazilske reprezentance, ki je trenutno. Pa bi najprej začel mogoče kar pri napadalcih. Brazilci so vedno imeli napad. Tudi če omenim pol naprej od te Maracanese, ko so se pobrali, so bili 3-krat prvaki. Prišla je generacija s Pelejem, Rivelinjom, Garinčo, Tostao, to so bili dream team v bistvu. Vse tudi pol so imeli napadalce, Romario 94, ko so bili prvaki Beto, pa kasneje Ronaldo, Rivaldo in tako naprej, Ronaldinho, tudi kar lahko smatram kot napadalce in tako. Zdaj, zadnjih 5 let... Ja, vse to, Kdo bo vodil njihovo napadalno linijo v bistvu? V bistvu je zdaj so v ekipi sta Fred in Jo, Edina dva prava dva napadalca. V bistvu edina dva prava dva napadalca. Če pogledamo tudi malo nazaj, je bil Luis Fabiano zadnjih 6 let recimo. Glavni napadalec nekak Brazilije, pa ni bil on glih velik klase, ni bil, zraven pa pohranjenih propadlih talentov, pa nekih neuresničenih napovedi. Pa neki Nilmari vmes. Nilmar, pa Rafael Sobis. Wagner Love, taki napadalci. Niso to top napadalci. Niso to Ronaldo je v bistvu zadnji, da lahko rečemo verjetno. Ja, zadnji, ki je res svetovna klasa, strinju s tem. Top 5 svetovni. Top 1. Ja, to je top 1. Čeprav, ajde, imamo Neymarja, seveda tukaj, ampak Neymar je v bistvu vsem malo bolj na po krilih prodera, malo bolj Ronaldinho bi prej rekel. Ja, ima še precej za dokazati. Tudi precej, čeprav na pokalu konfederacije bil odličen. To ne bi bila super, ja. Je odigral, tudi Brazilija je odigrala fantastično. Takrat sem mislim, da tudi te upi Brazilcev, da bodo res svetovni prvaki toliko narasli. Ker so v bistvu povozili Španijo v finalu 3-0, so jih dejansko nadigrali, kakor Špance že dolgo ni noben. Ja. In mislim, da je bil tudi nekako odločilen faktor. Da so zdaj dejansko oni bi lahko rekli prvi favoriti tega turnirja. Ja, no vse pol, če pogledamo pa ostale pozicije, tam je pa malo boljša pokritost, bi se da tako reči. Ja, sploh če je malo bolj šibak. Ja. Mislim, da glih to je, potem je tukaj obramba, ker je v bistvu najmočnejša pri Braziliji Thiago Silva, David Luiz, tudi Dante Lani recimo, pa Beka, oba Dani Alves, imajo še Maicona tam, pa na drugi strani je Marcelo pa Aide Maxwell. Mogoče ni toliko. Ja, ampak v bistvu je res noro, kakaj igralci so si lahko privoščili, da jih ne pokličejo. Ja, tudi recimo... Za obrambo, samo za obrambo, Miranda, Filipe Luis. Ste letos prvaka La Lige, pa zdaj... Lahko rečemo, da si lahko prvošča, lahko rečemo, da je to napaka. Ja, to je pa zdaj, če si je... Težko reči, da si je recimo Enrique iz Napolija bolj zaslužil poklic kot Miranda, Pa Maxwell na mestu. Maxwell na mestu Filipe Luis. Težko bi... Zdaj to sploh ne vem, kako bi jaz ocenjeval. Mislim, da največ nek del, da Scolari si nekako želi ekipo iz pokala konfederacije držati več ali manj isto. Neko enotno moštvo, ki se skozi drži skupaj maksimalno odbranost. Na ključi igralca 20 bi mogoče kako mini menjava ali pa poškodbe, ampak to prva postava je več ali manj fiksna. Vsaj obrambi. Ampak recimo bi še vedno Miranda ali pa Filipe Luis bila veliko boljša menjava. Recimo na eni strani Filipe Luis kot Maxwell, na drugi strani pa Miranda kot... Mislim, da mi tudi ne vemo mogoče kakšne te dogodke v slačilnici, tako da rečem, da ta ravnovesje mogoče Maxwell kot nek izkušen igralec prenese neko tako. To so doskrat malo preveč dvom v menedžere, mislim v selektorjeve odločitve, tako da
Ponavadi je tako, da potem, če zmagaš, so bilo vse super odločitve, če se zgodi kakšen Claudio Caniggia, iz tistega prvenstva 2002, ko je prvi Argentini bil poklican, pa je na prvi tekmi potem dobil rdeč karton in potem še v bistvu obe naslednji tekmi ni itak igral, pa itak je bil na klopi, niso pa poklicali takrat odličnega Emarja. Tako da če bo kaj takšnega... Na drugi strani recimo nepoklic Raula, se spomnimo na prvenstvo 2008, ki je v bistvu so Španci potem zmagali. Potem je bilo tako super odločitev, če bi izgubili, bilo pa to katastrofa. Vsak v bistvu pozabil na njega. Takrat Raul tudi pa ni bil več neki. Ja, tudi ni več, sploh za Španijo. Pa dobro, če pustimo, zdaj to, pa gremo naprej, potem je še tukaj vratar, Julio César. Igra trenutno v Ameriki, v Kanadi, če smo natančni, ameriška liga MLS. Kjer so že prej tudi igrali odlični, kakšni, Pelé, Beckenbauer, zdaj trenutno igra še Defoe, če se ne motim. Defoe je kar nek igralec. Ponavi Robbie Keane. Pred kratkim Beckham. Je absolutna liga, ampak to ni. Vseeno mislim, da če bi komu rekel pred 10 leti, da bo na domačem prvenstvu v brazilski golman igral za kanadsko ekipo, bi vsak rekel. Ni šanse. To je neverjetno. In glih to me spomni, potem na spet prejšnjo prvenstvo v Braziliji, ki je branil v bistvu Barbosa, ki je verjetno bil eden najbolj sovraženih Brazilcev vseh časov, sploh sodobne zgodovine, bi lahko rekli. To je bil vratar, ki je branil tistega leta 1950 na prvenstvu, ko sem že omenjal, so izgubili in on v bistvu dobil tisti gol, ki bi lahko se sicer štelo, da je nekako delno njegova napaka, ampak ni recimo taka napaka, ko jih dela vsake toliko Jasmih Handanović, ampak je pač... Glavni krivec bil pol. Bil je glavni krivec, čeprav v bistvu ni bilo to čisto njegova napaka. Treba je pa zmer najti. Treba je pa znajti krivec, ampak... Križnega so kar velikrat neki kandidati, Ampak to v Braziliji je bilo neverjetno, njega so v bistvu zmerjali z rasizmom 50 let, on je bil tarča v bistvu vseh, z cele Brazilije. V enem zadnjih intervjujev je rekel, da po brazilskem pravu je najdaljša kazen 30 let, on je bil pa v zaporu 50 let, se pravi, dokler ni umrl. Tok hudo mu je bilo, kar je praktično neverjetno. Ja, veliko sreče je Julio César. Ja, veliko sreče, pa da se ne ponovi. Ja, vsi igralci pod takim pritiskom. Bojo pod pritiskom, ampak po drugi strani so pa tudi odlični, mislim, odlična ekipa, ki mislim, da lahko cilja na vrh. Ampak jaz bi jim napovedal, čistko iz glave bi rekel polfinale. Polfinale, da bo njihov domet. Mislim, da letos toliko odličnih ekip na tem prvenstvu, da tudi ena Brazilija, sploh ker nimajo v bistvu napad, kot smo že rekli, jim šepa, po drugi strani pa mislim, da tudi nimajo neke, ko bi rekel, širine, nimajo klopi, če lahko. Ja, mislim, meni se najbolj zdi, da bo tudi problem, če gledamo, do kam bo prišli v osmini finalih, čaka v bistvu verjetno že precej težka tekma. Skrižajo skupino Španija, Nizozemska ali Čile, gotovo skoraj zihar dobil enega od teh treh, verjetno Avstralija. Tako da že to bo en velik test, Ja, vse to, Bomo videli, Dobro, jaz jim, če bomo že napovedovali, jaz jim napovedujem pač polfinale, pa bomo pa videli, koliko sem zadev, recimo, če. V redu. Odlično. Gremo naprej. Ok, se kar pomagamo. To je to za Brazilijo. Naslednja ekipa. Ok. Todita la noche anduve rondando tu cacalito a ver si te podía ver por algún agujerito. No, zdaj ste slišali eno stereotipno napoved naslednje reprezentance. To je seveda Mehika. Mehika seveda se udeležuje severno- in srednjoameriških kvalifikacij. Kličemo jih tudi L3. Kaj pa je to? To je zato, ker ima seveda njihova zastava 3 barve, L3. Italijanske. 3 kolore tudi imajo včasih. Mehika je redni udeleženec prvenstva že dolgo. Mislim, zadnjih veliko prvenstv so se vršili že od leta 90, mislim, da vsako prvenstvo. Tudi tiste prvenstva prej so spustili zato, ker so dobili eno kazen, ker so na mladinskih prvenstvih igrali malo postavljeni igralci, Tako da
Prvak bolj problem na drugi celini. Ja, tukaj se gleda, Da ne bomo spet stereotipni. Ja, ne bomo, če smo že prej. Njihov največji uspeh četrtfinale, dvakrat na oboje na domačih prvenstvih, od takrat jim to ni uspelo. Se radi vrčejo v osmino finale, ampak to tam pa se ustavijo. Ja, doma je bilo glih tisto prvenstvo, ko je bila, nekaj smo prej omenjali Brazilijo, je bilo to, mislim, takrat so oni prišli tudi v četrtfinale. Ja, mislim, da so to. Ko je bila. Ja, od takrat pa, zdaj dvakrat zapored so izgubili proti osmini finale proti Argentini, tako da si upajo zdaj. Sanjajo Maxi Rodriguez za nekaj več, ja, Maxija predvsem. Nočni morajo. Ja, letos so Mehika sploh imela malo slabše kvalifikacije, no. Te njihove heksagona, 8 ekip tekmuje zadnje kolo in so imeli v bistvu 10 tekem, 2 zmagi, kar se sliši tako sploh neverjetno. Ne bi smel priti, naprej. Tako da so se mogli v te dodatne kvalifikacije, kjer so pa potem premagali Novi Zeland. Malo lažje sploh. Novi Zeland. In ja, bomo videli, kaj bo pokazali. Imajo tudi trenere, ki v bistvu jih prevzel šele po kvalifikacijah, mislim, samo pred temi dodatnimi. Tako da, predvsej, mislim, trener ni dolgo za reprezentanco. Ve, da je čisto nov sistem, dosti bolj obrambno, kot prej, mogoče smo jih prej navajeni, malo bolj taka napadalna igra, zanimiva, zdaj pa res tisto rezultat, 5-3-2, mogoče bolj kak Katanc taktika stara, Slovenija stil. Bunkerica bi lahko rekla. Trener reče, da je šole La Volpista, zato Ricardo La Volpejo. Sam ekipa pa ni bi lahko rekli toliko močna, kot je bila recimo kakšno prvenstvo prej, ne? Ja. Ko so imeli te, recimo Luisa Hernandeza, pa Borgetija, pa... Cuauhtémoc Blanco, recimo se pokrijo. Žila Franco. Ni dober, ampak... Ne, ko so bili tudi prvi nosilci takrat, ne? Pa njihov cilj je bil mogoče končno polfinale, pa... Ja, ekipa je, mislim, predvsem bi rekel, da je dosti več igralcev iz Mehike, no. Iz domače lige, ki so prej mogoče neki bolj, recimo tudi Marquez igral v Barceloni in tako naprej. Zdaj so pa vsaj večina igralcev domačih, no. In tudi evropski publiki niso neki znani, no. Če gremo glih recimo Marquez, recimo edini nek malo bolj znani igralec v obrambi, glavni kapetan Mehike tudi, no. Poleg njega igrata dva, ne, vsi ostali v zadnji liniji niso neki grozno znani, čeprav imajo recimo Carlosa Salcida, Andresa Guardada, sta oba neka taka imena, ki jih spoznamo, ne, Salcida še s PSV, Guardada, Valencia, Leverkusen. Ampak ne igrata. Trener zaupa tem svojim, no, ker je včasih trener bil prej trener kluba Amerike, pač mehiški prvoligaš. Premier ligaš. Liga MX. In pač zaupa tem svojim igralcem, te so zmagali v dodatne kvalifikacije, tako da pač igrajo večino malo, ne? To zna biti dobra taktika ali pa zelo slaba, ne? Pač bomo videli, kako bo. Dvorezen meč. Tudi na sredini, ne? V bistvu njihov nek glavni adut je Carlos Peña, ki se mi zdi, da tudi redko kdo sliši za njega, ne? Že si slišal, ne? Kličejo ga Gullit, zato ker je podoben Ruud Gullitu. Dober razlog za vzel. Verjetno ni tako dober, no. Je pa nekako pričakuje njihovi navijači, da bo največ odvisno od njega, no, kar bo on pokazal. Tako da po tem napadu vsi poznamo Čečarita iz Manchester Uniteda. Ampak nekaj bilo, ne, da ne bo igral, ne? Ne, v bistvu mislim je v ekipi, je že dolgo skozi ekipi, ampak ni v formi sploh za Mehiko. Ja, sezona je zelo slabo, tudi na klubski ravni. Tudi na klubski ravni, zamest njega igra v bistvu Peralta, še en igralec iz Mehiške lige. Tudi isti klub. Ja, in recimo je dal 5 golov v dodatnih kvalifikacijah, tako da malo. Ko je ti poleg recimo sploh izpostavil tako iz te ekipe, da je nekaj ime, ki lahko je pomud? Ja, še edino neko najbolj tako ime je Giovanni Dos Santos, ne? No, seveda. Tako evropsko znano ime, ne? Pa Marquez, ne, prej še. Marquez, ok, ampak tudi že malo za to, ne? Giovanni Dos Santos je pa, ki mene presenetilo, v bistvu star 14 let. Na sceni je že zelo dolg, ja. Na sceni je že zelo dolg. In ja, on je tudi nekako, ziher sigurno bo prvi postavil tam nekje na poziciji. Kaj pa Carlos Vela? Carlos Vela pa ni niti v ekipi, no. Čeprav je super sezono, ne, za Španiji.
ampak je imel pa neke incidente s prijateljicami noči. Standardna. In ne vem, mislim, da je bilo pred kakim letom, so imeli on pa še ena dva soigralca se plavali v hotel. Potem so dobili neke kazni, neke suspenze, ampak on je dobil največji suspenz za vseh, ker so tako ocenili, da je bil on pobudnik Tega vsega. vsega, ja, in njemu se je to zameralo in je rekel v stilu, če me zdaj suspendirate, pa ne bom več igral, ne. Nikoli. Mislim, ne vem, če je rekel nikoli, ampak trenutno ne bom več. Tako da, ja. In kako bi pol napovedal Mehiki, Ja, kaj lahko naredijo? ne bi rekel, da so neki favoriti, no. Tudi že za izhod iz skupine, da bo precej težko. Ampak lahko je preseneteno, tako bom rekel. A bi rekel, da so oni en tak letošnji Paraguay tega prvenstva, taki navadni igralci. Lahko bi kar letošnja Mehika tega prvenstva. Ja, tudi res, ja. Tudi res. Igralci iz njihove lige. Saudska Arabija je imela vedno, ne, samo Al-Hilal pa Al-Ahli si igralci iz dveh klubov, ki so še ne bojo igrali, ja, pa ni ratalo. Pa so bili pa porazi 8-0. Ne dobiti golov, 8 golov proti Nemcem. Mehika ima boljša od Saudi Arabije. Malo, ja. Ampak še vedno v tej skupini, ki jaz ne bi vrčal kot... Mislim, da ne bo prišli naprej, no, ampak ne bom pa rekel zdaj, Ziha, da nimajo šans. Ampak napoved bi sem bila kako tretje mesto v skupini. V redu, pa najboljš, da gremo zdaj malo naprej pogledati. Kar na naslednjo reprezentanco. Malo nazaj v Evropo, ne. Malo nazaj v Evropo, ne. Odlično. Dobro. Okay. Penal, čisti je Danesterac. Dao mu je žuti, ne mogu vjerovati. Ne mogu vjerovati. Ne mogu vjerovati. Sa ovim je pokazao da pomaže Ukrajincima. Vatreni Kockasti. evropski Brazilci so bili oni nazadnje. So bili, niso bili Romuni. Predtem pa so bili Hrvati. Ja. Tako da ja, Hrvati, ki so dosegli tretje mesto na svetovnem v Franciji leta 1998, kar taka visoko postavljena letvica za naprej. Ja. Tudi po mojem so letos oni, no mislim, kar se tiče te A skupine, najresnejši tekmec v Braziliji. Ja. Zdaj, če se kar malo zazremo v njihovo ekipo, to je nekako jih najbolj predstavlja eno malo neravnovesje med na eni strani sta skupaj napad pa sredina, pa na drugi potem obramba, ne, ker če pogledamo sredina, tam so Raketić, Modrić pa Mateo Kovačić, ne, se pravi neka vzhajajoča zvezda evropskega nogometa, ne. Mislim, med temi tremi ne vem, kjer klub ne bi bil ponosen, če bi lahko izbiral, ne, na zato pozicijo, ne. Skoraj vsak ekipi bi igral. Ja, točno tako, ne. Tudi veliko zanimanja je, ne. Ja, je, absolutno, sploh za Kovačića. Mislim, da je Raketić pa lih podpisal novo pogodbo pri Sevilji, ali pa bo. To sem tudi neke govorice že videl. Ja, tudi možno, ja. Tudi Fran je bil najboljša enajsterica. Igralec, ki pride v najnesterico, ja, španskega prvenstva, mislim, da bo imel kar nekaj zanimanja okoli sebe. Ne, pa zraven pa še zimzeleni Ivica Olić, pa ja. Odlična sezona v Wolfsburgu. 15 zadetkov, ne. V Wolfsburgu, v Bundesligi, Mario Mandžukić napadal, Ivan Perišić, si še, Ivan Perišić, ne, prav tako, ja. Ni slabo, ne. Ja, zdaj pa ne, če se naredi pod tem eno črto, pa pogleda obrambo, pa je pa tam, zdaj še manjko bo njihov standardni levi bočni Strinić, ja. Kar poškodba, ne. Poškodan je že v bistvu ves čas, mislil so, da bo lahko saniral poškodbo pravočasno do svetovnega. Potem se je pa zgodilo nekaj neverjetnega, ne, se pravi, Niko Kovač je sam rekel, da je v najboljšem interesu igralca, da spusti prvenstvo, da se pripravi na naslednjo sezono, pa za njegovo kariero, ker to se mi zdi, da se nikoli zgodi, ne. Kar malo sumljivo se sliši skupaj. Malo sumljivo, kada ja, mogoče bi koga naj imel, ne, ampak glede na to, da bo verjetno to pozicijo pa krpal Pranjić, 32-letnik, ni glede, da bi se ga postavljal v neko izložbo zdaj kle, ne. Panathinaikos pa za tom karijere nekako, ne vem, če je za to. Ker ponovadi se pa selektorjem kar malo gladko in lahko rečemo jebe za to, ja, za klubsko kariero igralca, dokaj je na svetovnem. Tako da... Čeprav, če gledamo na sredini, so pa vsaj Dejan Lovren se mi zdi, da je imel super sezono. Dejan Lovren pa je imel super sezono, ja. On je kle drži standard nek visok te njihove obrambe, pa še Srna, recimo, ne, ki je tudi že se pač bliža svoje jeseni karijere, ja. Še vedno kar. Misli si sredina obrambe. Sredina obrambe, ja, sredina obrambe, ne.
Verjetno bo pa kle še zadnji del te obrambe, bo pa Vedran Čorluka, ne? Čorluka še vedno. Čorluka, ja, ki je imel nekako lepe obete za kariero, sploh tam pri Manchester Cityju pa Tottenhamu, ne? Ker je imel dosti lepih predstav v angleški Premier Ligi na najvišjem nivoju, pa je potem nekako končal v Rusiji, v Moskvi, kjer še tam ni reden sploh član začetne enajsterice. Sicer vem, da so ga Rusi kar parkrat izbrali za igralca meseca, tam v ligi, ja, ampak malo padeš, ko padeš, nekako si na periferiji te nogometne scene, ne. Ampak je Ruska liga vseeno zadnja leta kar močna, ne. Napreduje, ja, napreduje. Jaz bi rekel, prav po neki medijski pokritosti še. Pokritosti ni, ne, ampak ne boš pa rekel, da je to slab igralec, ne. Ni, to meni, jaz bi tukaj najbolj naredil povezavo z neko turško ligo, tudi se mi zdi, ker je ogromen denarja privabili neke zvezdnike, ne. Ampak pol so tam izolirani od vsega dogajanja, se mi zdi, ne. V bistvu samo, kaj igrajo v Evropi, vidimo, ne. Ja. Zdaj, da bi kdorkoli od nas gledal nek ruski derbi, težko. Zelo redko. Ja, sploh se ga nimaš kje, ja. Tako da mogoče, ja. Zdaj pa, ne, to je pa ta sredina potem, če se pomaknemo naprej, ki je pa zvezdniška v bistvu, ne. Sploh... Se mi zdi, da so mogoče tudi malo podobni igralci. To je največji problem, ne. Sicer je Matev Kovačič recimo letos pod vodstvom Mazarja pri Interju začel igrati malo bolj defenzivno vlogo, da bi se izučil teh pač prvin defenzivne igre, ampak to še vedno ni en, ki bi ga poslal v igro, da bo igral praktično flajštra, ne, nekomu. Ja, zadnji. Ja, sploh če gledaš, da je otvoritvena tekma proti Braziliji, zelo dvom, da se bojo tako odprli, pa z vsemi tremi nastopili, ne. Prej bi bil mogoče pa primeren Ognjen Vukojević, ki pa pač, ne, je ognjen je, zelo borben je, to ne gre očitosti, ja, preteče ogroman, ampak manjka ene par kvalitet. Vsaka ekipa rabe. Ja, vsaka ekipa pa rabe enega tazga, ja, ki bi se ga rabili za druge, ne. Pa tudi je pa res, da tudi Luka Modrić je predvsej bolj, vsaj kar se iz tega vidika je napredoval, no. Mislim, dosti več naredi za ekipo, bolj tak garač na sredini, kot počasih, ko je bil pa tista desetka, ja. Desetka pa samo pač te ja, mislim, da on meni ima krasno igro. Ja, letos sem res blestev pa pa seveda pa še enkrat Rakitić, ne. Tako da Rakitić je letos imel 13 zadetkov pa 12 asistenc v Španiji, kar so krasne cifre. Ima pa malo probleme tudi Mandžukić ne bo igral prve tekme, ne? Mandžukić je manjko prvo tekmo Marija. Kar, če smo že bili pri prvi tekmi, zna biti dosti odločilno za Hrvate, ne. Glede na prejšnja prvenstva, oni, če bodo premagali Brazilijo, je lahko glih slabš, ali pa če bojo remizirali, ne, glih slabš za njih, ne. Enkrat je to so tako ščali. Ja. To je res, ja, oni imajo to, ne, enega favorita presenetijo, premagajo, remizirajo. Se to, in potem so naslednji dan že v medijih prvaki, šampioni sveta. Sportske novine, novosti, ja. In potem se pa zgodi katastrofa proti, ne vem, Mehiki pa Ekvadorju, ne, na svetovnem 2002, da se premagajo Italijane. Se kar ponuja taka scenarij zdaj. Ja, Mehika je v skupini, Brazilija je v skupini. Ja, imeli so že dobre rezultate iz velikih tekmovanj proti Francozom, proti Brazilcem, ne. Potem pa poraz proti, ne vem, nekim outsiderjem totalno, ne, ko so. In ja, zdaj pa vprašanje, kako bojo pa sploh odigrali proti Braziliji, če Mandžukić manjka. Nadomestite ga lahko Eduardo, pri 31-ih tudi v ukrajinski ligi, ne, pa Nikica Jelavić, ja. On je pa po tistem začetnem dobrem vtisu pri Evertonu je grozno popustil, ne. In je šele zadnje pol leta pri Hull Cityju nekako našel neko formo strelsko. Tvori ubijalski, napadalski dvojec s Shaneom Longom iz Irske. Če mu podajo Koren, ne pa... Ja, Koren tudi ni neki. Tako da ja, to je tukaj še vprašanje, ne, zaenkrat niti ne vemo, kako bojo se sploh lotili Brazilije. Pač ja, izpostavili smo teh nekaj lukenj, ne, manjka levi bočni. Ni glih to taka ekipa, kar recimo leta 98 v Franciji, ne. Se mi zdi, da je bila res polna in... Pa tudi ekipo so imeli takrat, ne moreš reči, da je bilo presenečenje, to je bila... Čeprav se tudi se najde, no, če gledamo recimo nek Davor Šukar, je bil še toliko boljši za reprezentanco, kot v klubu. V klubu, ne, mogoče, zdaj se jim je tudi poklopilo, se ne reče. On ne v Real Madridu, ne v Arsenalu, ni nikoli v bistvu. Vedno najboljši predstavlja reprezentanco. Ja, reprezentanco. To je, pa bi me še najbolj spominjal Ivica Oličnan, ne.
Ja. On je pa tudi za, ok, se tudi na klubskem nivoju odličen, ampak za Hrvaško on praktično obljuba, Pusti srce na igrišču, ne? Samo za Hrvate. Igralec, ki ga ima vsak rad, se mi zdi, težko ga. Ja. To je res, ne. Čeprav zanimivo bo tudi videti, kaj bo Mandžukić pokazal, ne. Zdaj z Bayernom se zgleda razhajajo, ne. Več ali manj že zunaj. Ja. Pep se mu je že praktično se poslovil njega. In Lewandowski pride, tudi baje, da je bil neki aroganten, pa proti Brusi v finalu pokala ni igral take stvari, no. In vprašanje, kako bo zdaj to vplivalo na njega, no. Jaz mislim, da zna biti to dost plus v resnici, ne, ker malo verjetno se mi zdi, da bo on pred svetovnim že našel nov klub, ker bo kar dosti zanimanje, ne. In zdaj, kje se pa boljš pokazati, pa dati v izložbo, kot pa na svetovnem, ne. Ja, to je res. Ja, to se vemo. To je tudi res, ne. To vedno drži, ker na hrvaško reprezentanco recimo bili vplivi, malo te iz Zagreba predvsem, kak Mamić, pa Igor Štimac, selektor, ko se je učitelj reprezentanci, da je bolj neka izložba za igralce, da se resno dela, ne. Čeprav letos ne bi mogel reči, da je neki toliko igralcev iz Dinama. Ne, ni jih toliko, sploh se Halilović recimo ga niso rabili dati, ker se je že prodal v Barcelono, ja. Duje Čop, pa ne vem, če računajo, da bojo zaradi svetovnega dobili blazne zneske za verjetno ga tudi ne bo med. Ne, verjetno ga tako v končnem izboru niti ne bo, ne. Tako da... Ja, so pa imeli kar precejšnje probleme zaradi tega, ne. Štimac je mogel iti. Kvalifikacije so imeli, zadnje 4 tekme, 1 točka od 12. Tako, če bi prevzel šele dodatno, ne? Ja, šele dodatnih, sicer tudi takrat niso blazno blesteli z igro proti tej Islandiji, ne? Ampak so se pa vsem zanesljivo vrstili naprej. Tako da, ok, vse blesteti na teh tekmah so zmer težke, ampak prej so pa predtem pa 2-krat zgubili proti Škotom. Ja, to tudi ni... To je, mislim, da je kar znak za eno tako reprezentanco, kot so oni, da morajo zamenjati selektore, ne. Tako da, drugač pa kvaliteto imajo, kar se mene tiče, če probam napovedati za ene četrtfinale, odvisen, kako bo šlo naprej. Kako se bo, ne, ker spet če dožijo Nizozemsko Španijo, ne, bo to... Jaz mislim, da če se izognejo Španiji, ne, sam bi potem... Ampak Nizozemska je premagljiva, ne, pa bomo to še naprej povedali. Ja, se zato pa pravim, da četrtfinale. Ni spet tak bal, kar je bilo recimo v prejšnjem prvenstvu, ko so bili v finalu, se mi zdi, da se zdaj... Osmina finala zna biti težka. Ja, ampak mislim, da kakor se Španiji ne bi znali, oni bi jih dobro tam odrezati, mislim, ne bi znali prejti pa proti Čilu ali pa Nizozemski, pa mislim, da bi kar lahko, ja, vsaj po kvaliteti, no, tako da upam pa, da še dlje. Ni pa... Lahko pa tudi izpadajo, po mojem, gladko. Ja, lahko pa tudi vedno, kar smo rekli, ne. Sploh zaradi tega njihovega... Pa kupemo, da bomo, smo sosedi, tako da dajmo še mi... Ja, navijali, ne. Bomo si želeli čim bolj za njih. Ok, dobro. Tako je to nekako Hrvaška. To je to. Bog daj. Roger Mila la balle. Roger Mila Dodo. Balle avec toi, Yaya. Ok, zdaj pa na vrsti Kamerun, gremo še malo v Afriko. Črna celina. Črna celina, ne. Super. Kamerun, torej levi, tudi pravijo. Bili so pa, dolga leta so bili v bistvu najboljša afriška reprezentanca. Vsaj poln uspehi na prvenstvu in tako. In tudi leta 90 so bili prva afriška, ki so se vrstili četrtfinale. Takrat so bili še časi Rogerja Mile in to. Vsi poznamo. Plesi in to. Plesi, ja. V bistvu so nekako tudi prinesli to, v bistvu mogoče neko popularizacijo afriškega nogometa, ki se zdaj razširila tudi potem. Pa Roger Milo je revolucionaliziral proslavljanje golov, ne? Ja, to je on. To je čez, ja. In tudi pa se za njimi razvili, za Nigerija, Ghana in pač nekih drugih ekip. Slovenija. Ropa, ampak... Ja, dober. Ja, to veselje. Ja, veselje, ja, to sem mislil. To pa je. Ja, še malo, pač kvalificirali so se prek Tunizije. Njihov trener je Volker Finke, dolgoletni trener Freiburga. A je bil Paulina tudi pol? Ja, Mirana Paulina. Ja, tam 17 let je bil trener Freiburga, tako da mogo tudi našega Mirana, kar velik nečes, ja. Ja, pa v bistvu, če gremo malo pogledat ekipo, kjer so letos prepeljali sabo Kamerunci. Ne bi glih rekel, da je neka super zvezdniška ekipa, no. Ne, zasedna za medalje. Ja, že v golu recimo je bilo
dolga leta je bil kamerunski golman Kameni, ne? Ja. Tudi nek talent in še recimo 10 let nazaj mladi Kameni se govori, ta golman bo čez par let, ne vem, uspešen. In trenutno sploh več ne igra, ni več prv niti za njih, no. Z njega sploh postavi, no. Upokojen igralec? Ne, igra v Malagi, ampak Ja. nima nobene vloge v bistvu, no. Tako da bo tu igral legenda Liverpoola, Charles Chitanže. Chitanže, mislim, Zdaj v Chitanže, lahko ga izpostavimo. Ja, ne bi jih rekel, da je nek super golman, ne. Pa tudi poprečen ne, ali pa pod. Zato to, ne. Tako da tukaj se že kar, no. Sam pa Brahim malo močnejši, no. Nkolov iz Marseja, pa Čedu, Lyona, Čedžu, ja. Kaj pa Matip? Ja, tudi Žol Matip. Šalke, ja. Zelo dobro En sezono. večjih talentov. Talent, ja. Čeprav v bistvu on naj bi večkrat igral sredino, no. Je pa tudi verjetno, da je kako prva menjava v obrambi. Mislim, da je star 19 let, tako da ga zihar še čaka, ampak mogoče še ne na tem prvenstvu. Dolga in uspešna karijera. Dolga in uspešna. Še kakšno prvenstvo, sigurno. Ja, to so mladi igralci, bomo dali izkušeni zdaj priložnost. Ja, potem seveda na levi ima tudi Benova, Suje pa to. Še ena legenda. Umetne igre. On ima res lepa frizura, nogomet ga ne zanima. Nogomet mu ni toliko. Igra za Dvorano. Ne ve sploh, v ligi kao on igra, ne ve kdo je prvi, kdo drugi. On igra svoje tekme in to je to. Super. Se je tako v zlatih časih igral tudi Batistuta, ne? Ja, Batistuta, ja. Ga ni glih zanimalo. Sem ne bi jih primeril, mogoče teh dveh. Ima ta dolge lase oba. Pa je tudi vse en je bil dober, Ja, pa Batistuta je bil zelo dober igralec, na drugi strani pa. Svoj kot to, sploh zdaj še malo slabši. Ja, tako da te sredina je v redu, no, Aleksandr Song, poznamo, Žan Makun, drugi sedmi. Se ga spomnim predvsem po golu, ki ga je dal v Realu, brez Lyona. Ja, ti si bil na finale, se mi zdi. Eurogol, ne? Ja. Jaz sem bil navijači, se ga spomnijo po tem, da je škoda časa za njega prostora. Se ga ne spomnijo. Ja, ne spomnijo se ga. Pa tudi, ko sem že rekel, Matip igra tukaj lahko, ne. Pa Mbija iz Sevilje. Ja, To ima neki igralca, no, ampak ni pa zdaj nekaj, da bi rekel, zvezdnička, no. Ja. Je pa v napadu seveda zika najbolj znan kamerunski igralec Samo Leto. Sicer za Kamerun nikoli ni bil neki vrhunsko, da bi rekel, da je stopal, nikoli ni jih popeljal kam daleč, no. Ja, to V bistvu je še, kriv, mislim, prelagal odgovornost na druge, ne. Ja, to je Takrat, ko bi mogel, ja. 2006. 11 metrovke, ne? Ja. Mislite. Bila je dodatna kvalifikacija, zadnjo kolo in bi se bil res, mislim, da zadnja minuta, ne, penal, če zadane gre naprej, če falijo, izpadajo. In mislim, da bi takrat, ne, Rigobert Song, ki bo kapetan, izjemen igralec. In Song, ki ne to, da se niste upala streljati, pa je prišel Pierre Vome, se je razgrešil, kot je vedno v takih momentih. Takrat naprej živi v oklepniku, ne. Mogoče se zdaj bomo mirili, ampak se prvo leto je bilo. Ja, upam, da ne bo tako kot pri Barbosi, ne, da ne bo 50 let totalno sovražen, ne. Ja, bomo... Verjetno ne. Ja, recimo glih pa je to, da je zanimiva zgodba, da je v bistvu leta 88 kvalifikacija Roger Mila, ker smo že prej govorili, je vrgel svoj dres med publiko in 6 let na to ga je ujel. Tako da takrat mogoče bi ta štafetna palca predal naslednjemu Olimpijski ogenj. Olimpijski ogenj, kamerunski ogenj. Ja. Pa tudi napado ima še parno. Pierre Webo, ki sicer že nekaj let tukaj igra, ni zdaj neki, da bi rekel, izstopajoč igralec, pa je pa en zelo zanimiv igralec, Vicent Aboubakar. Kje pa? Igra v Franciji, za Lorient. V bistvu je bil drugi strelec za Ibro letos. In je tudi nek tak igralec, ki bi se dobro predstavil, si zihar, bi prestopil v nek večji klub, že zdaj je neko veliko zanimanje. Tako da bo imel verjetno neko motivacijo igrati, ne? Ja, pa mlad je in mislim, da tudi lahko veliko mogoče nek glavnih igralcev tudi, ne? Kamerun. Pa imajo letos oni rokave, da graš na svojih dresih, ali so se spet vložili za basket? Zdaj so dobili tisto kazen, no. Mislim, ja, najprej sprobali so enkrat drese brez rokavov, Hifek je takoj, ni šlo. Potem so potem probali še to, da so v bistvu imeli enodelni dres. Enodelni? Ja. Kako to zgleda? Zgleda bi se dosti podoben, ampak niso opazili, ampak bil je pa, pač ni v pravilih, no. Zakaj? Ne vem, je bilo nek sponzorsko, verjetno, no.
So v bistvu celo dobili 6 točk kazni, potem so sicer nazaj vzeli navadne drese in je FIFA vrnila te točke, ampak je bila kar zanimiva prigoda. Zdaj tega ni, so se končno tresli neverjetnih dresov s kazni. Težko po eni. Ampak da bi pa rekel, da bo pa kaj veliko pokazal letos, bi pa težko bi kdo kot neke favorite za niti izhod iz skupine. Ampak bo pa verjetno, se mi zdi, se zna kar zakomplicirati ta skupina. Mehika, Hrvaška, Kamerun. Mehika, Kamerun se mi zdi ta dost izenačeni ekipi, ne? Ja, recimo. In pol Hrvaška, če naredi en kiks, tukaj se zna... Ja, pa če bojo čakali, no... Verjetno Brazilija bo prva, ne? Lahko ne bo nobeno, po mojem. Braziliji ne... Sigurno, so neugodne ekipe. Noben se ne bo hotel predati tam. Ampak po pravic povedam bi jaz s Kamerunom sem dal kot najmanj možnosti za napredovanje. Že prejšnjo prvenstvo se v bistvu igra zelo slabo, izgubili vse 3 tekme. Vse 3 so dobili. Ja, tako da jaz se ne bi napovedal shode skupina, ampak nikoli pa ne vemo, no. Je pa po moje, kako osmine finale, pa res tis maksimalni. Tis maksimalni, ne. So kakšne druge afriške ekipe tokrat dosti bolj. Že malo bolj na nivoju, ja. Slabo koščena. Ja, sigurno. Tako da ja, Kamerun bomo videli, kaj bo, ampak zaenkrat ne bi rekel, kot napoveš izpad v skupini. Nažalost. V redu, pol nekako, če zaokrožimo tudi to skupino, recimo. Kaj bo? Po moje Brazilija še vedno kar favorit. Bi verjetno rekli, ne. Pa Hrvaška, ne. Hrvaška druga. Mislim, da bi mogla biti. Po vsej neki njihovi kvaliteti, tudi izkušnja, v bistvu, ki jih imajo z velikih tekmovanj nazadnje, ne. Ampak bi pa po moje, da kar neka taka težka skupina, ne bi si upal reči, tale pa... Da je zihar. Mogoče kakšna druga bolj... Ja, da sem jasno. Ok, super. Tako da, ja, to je nekako za prvo epizodo našega podcasta to. Potem pa naslednjič bodite z nami, ko bomo predstavljali B skupino. Močna skupina. Močna skupina z Nizozemsko, Španijo in pa Čile. Avstralija pa verjetno bolj outsideri, ampak... Mogoče bomo pa ugotovili, da ne, na to naslednjič. Nikoli se ne ve. Ampak, ja, bodite z nami, bo sigurno še bolj. Super. Ajde. Ajde, čau. Dio.